Imamo javno televizijo, ki želimo, da opravlja svoje delo s kredibilnim in seveda prodornim programom, kar bo omogočil novi zakon. Novi zakon ne bo omogočil samo dobrega programa, ampak tudi razvojnega programa za posodobitev in za delo. RTV Slovenija, taka kot je potrebna v prihodnosti, je nedvomno potrebno, da ta zakon je potrjen, nastavil je strpno v dialogu s stroko, z medijsko in pravno stroko in ima vse tiste elemente zakonov, ki jih poznamo v evropskem prostoru in je potreben tudi za naš prostor. Verjamem, da bodo ljudje prepoznali, da se sedaj soočamo s programom, ki ni dovolj kvaliteten, ki je doživel posledice določenih prejšnjih, tudi zakonskih ureditev, da je gledanost programov, še posebej informativnih, bistveno padla in da je tudi v tem prostoru potrebno bistveno bolj odgovorno, transparentno in kvalitetno delo, kar zakon omogoča v vseh svojih oblikah, ki jih prinaša. Kako smo se torej lotili tistih področjih, ki menimo, da manjkajo, da so do zdaj manjkali v zakonu? Depolitizacija RTV. Prvi pogoj, zakona niso pisali politiki, oziroma ni ga pisal en poslanec sam. Skoraj 2 leti ga je pripravljala skupina 20 strokovnjakov z pravnega in z medijskega področja. To pove veliko. Potem tisti, ki ima največji vpliv na sam program RTV, je seveda programski svet. In zato je bil naslednji korak, da smo poskušali maksimalno iz njega umakniti politiko. In samo kot ponazoritev, zakaj menimo, da nam je uspelo, po starem zakonu je kar 23 od 29 članov sveta imenoval državni zbor. In med njimi so bili tudi predstavniki političnih strank. Po novem zakonu politične stranke nimajo več svojih predstavnikov, kar 10 od 17 članov sveta pa je imenovano neposredno, brez filtra državnega zbora. V nadzornem svetu ima vlada zgolj enega predstavnika, po starem zakonu jih je imela 4. Kako pa smo se lotili boljšega programa, bolj transparentnega poslovanja hiše? Zakon preprečuje komercializacijo programov. Namreč nova statusna oblika, ki je bila izoblikovana posebej za ta namen, omogoča strogo ločevanje prihodkov. Kaj je tržna dejavnost, kaj je javna dejavnost, kaj je javni interes. In prav tako zakon zelo natančno določa, kakšne vsebine so v javnem interesu in koliko jih mora biti. Ter po drugi strani, kaj je tržno in do katere mere je dovoljeno. Tega do sedaj tako jasno ni bilo določenega. Poleg tega nova statusna organiziranost omogoča tudi večjo odgovornost tistih, ki vodijo poslovanje RTV, predpostavlja osebno premoženjsko odgovornost članov organov RTV Slovenija in tudi sankcije za upravo v primeru neizpolnjevanja tega bistvenega za RTV, torej javne službe in pa doseganja vseh tistih količin vsebin za javni interes. Kot vidite, slogan te kampanje RTV je zakon, zaslužimo si dober program, govori tudi o drugih, o poudarkih, ki so zelo pomembni. Program RTV Slovenije ni samo dnevno-politični informativni program. Ima vrsto drugih raztežnosti, ki se pogosto pozabljajo. RTV je ustanova, ki zagotavlja javni servis na mnogih področjih. In kjer se bitke pogosto v ospredju, v žarišču pozornosti za neke politične vplive v tej hiši, v resnici prikrivajo tisto, da je to ustanova, ki je zelo pomembna javna infrastruktura na mnogih področjih, ne samo torej, informativno-političnem, ampak kulturnem, dokumentarnem, zgodovinskem in mnogih drugih, kjer ta hiša potrebuje primerno organizacijsko obliko, da se bo lahko razvijala. Jaz vam lahko povem, danes bo zvečer s predsednikom vlade izvedla testno ugašanje pravzaprav analognih oddajnikov določenih programov. Televizija in tovrstni servis prehaja v digitalno dobo in ta ne prinaša samo nekaj drugih naprav, prinaša velike možnosti vsebinskega razvoja
javnega servisa na področju radiodifuzije in ta zakon omogoča, da bo ta hiša, ustvarjalci v tej hiši na mnogih področjih lahko svoje potenciale razvijali in ponudili gledalkam in gledalcem, poslušalkam in poslušalcem takšno vsebino, ki bo v veliko večji meri kot doslej odgovarjala njihovim vprašanjem glede realnosti, v kateri živijo, omogočala realizacijo njihovih ambicij, potencialov in v skratkem in torej nakratko izboljšala kapaciteto Slovenije za soočanje z zahtevnimi vprašanji njenega razvoja v prihodnosti. Zato je ta zakon potreben ne zaradi političnih strank, zaradi te pomembne javne ustanove in zaradi poslušalcev, poslušalk, gledalcev in gledalk. In ti bodo na tem referendumu o njem tudi odločili. Sam program bo seveda zagotovo dober v osnovi strukture, ki jo ta zakon omogoča. Omogoča bolj transparentno delovanje, onemogoča špekuliranje in tudi vse tiste korake, ki so bili zaznani v preteklosti kot sporni, od prodaje premoženja do spornega poslovanja in do odločitev, ki so bile za samo RTV Slovenija na koncu zelo škodljive, tako v poslovnem, kot tudi v ostalem smislu. Ni mogoče več razprodajati premoženja, ni mogoče sklepati tako spornih aneksov, kot so bili in še marsikaj, kar bo po vsej verjetnosti poročala tudi tista telesa, ki preučujejo delovanje, predvsem pa nadzorni svet RTV Slovenija. Zagotovo so vse varovalke, ki govorijo o tem, da mora biti delo transparentno in povsem drugače urejeno, kot se danes očita temu zakonu, ker preprečuje komercializacijo in privatizacijo. Tako kot vi, jaz sem nekaj časa, dolgo časa živel tudi v tujini, da pač imam vzore kot gledalec, kaj si želim in videti in kdaj. In večkrat sem bil dejal, da si želim, da bi tudi v Sloveniji imeli nekaj takega, kot je vedno, ali sem doma ali grem ven, prižgem BBC. Se mi je zdela verodostojna televizija, vedlo se je, da je to v bistvu neka javna televizija, da ni komercialna, ni Fox TV, ampak je BBC. Televizija, ki ima dolgo tradicijo ene svoje neodvisnosti, za novinarji, ki uživajo velik ugled, karkoli že rečejo in o čemorkoli karkoli rečejo. Da so novinarji in uredništva, ki znajo izredno kritizirati, ali tiste, ki so v opoziciji, ali tiste, ki so na oblasti, se znajo tudi opravičiti, če kakšna informacija ni bila točna. Skratka, ena televizija, ki je verodostojna. Zdaj, ali smo se s tem zakonom približali temu ali ne, bo pokazal čas, če bo zakon sprejet. Jaz si bom prizadeval, da bo. Ne poznam razlogov, zakaj kolega in prijatelja Karla na tej konferenci ni in nas obvestil o tem. So pa poslanci Desusa podprli ta predlog in domnevam, da stranka Desus podpira ta zakon in v referendumski kampanji tudi uspeh tega zakona na tem referendumu. www.rtv je zakon.si, na katerem boste lahko vsi novinarji, mediji in vsaj zainteresirana javnost, kako tudi politiki, videli, kaj so glavne novosti zakona, prebrali in videli tudi odgovore na najbolj pogosta vprašanja, prebrali zakon, ki je šel v proceduro oziroma je bil sprejet in še marsikaj drugega.